Put your head up, play! Jojo, Blaž, živijo, kako si, kako gre. Domnevam, da utrujeno, glede na to, da si se danes že ob 4 zjutraj dvignil. Ja, malo me že izmanjkuje, sem iskren, ampak mi je tale trade deadline kar dal malo energije. Toliko velik stvari se je dogajalo, da kar nisem mogel nehati osveževati Twitterja in pa Reddita. Adrenalin direkt v žile, a ne? Tako nekako, ja. Ja, materiala imamo za obdelati več kot dovolj, časa pa ne preveč, zato ker veselo na delo. JJ Redick v Dallas, ampak to je bil eden najmanjših tradeov danes, Blaž, a ne da? Ja, tako nekako. Dogajalo se je res ogromno, predvsem v Miamiju, dobrih stvari, pozitivnih stvari. Dallas kot Dallas, že zadnjih nekaj prestopnih rokov. Dallas kot Dallas so, recimo temu pasivnosti Dallasa, o opcijah, ki so ostale neizkoriščene na zadnjih prestopnih rokih, smo že kar dosti govorili in mislim, da bo to topika, o kateri bomo dosti govorili še tja do poletja in potem med poletjem, ko bo prišel na vrsto naslednji prestopni rok, ampak nekaj malega so storili, niso daleč od tega, da bi bili zmagovalci tega prestopnega roka, verjetno je eden od glavnih zmagovalcev ravno Dragičev v Miami. Ja, pa preden začneva, če lahko samo všečkate tale posnetek na YouTubeu in se naročite na kanal, tudi če pustite kakšen komentar, bomo z veseljem podebatirali o tej temi. In pa seveda, če poslušate preko iTunesov ali pa SoundClouda ali pa preko Spotifyja, tudi tam, če pustite en všeček, to nam pomaga bolj, kot si mislite. Zdaj pa, ko je ta formalnost mimo, pa lahko greva nazaj na trade. Nazaj na trade, Blaž. Tale Victor Oladipo v Miami, to je vsekakor zelo zanimiv, potencialno nevaren premik za nasprotnike Miamija na vzhodu. Dallas pa ja, rezervirano, Blaž, kot si rekel že. Ja, vsi so potihem vseeno upali, da bodo naredili karkoli, ampak na koncu v bistvu niso naredili nič. No. Naredili so tako mičken korak naprej v kvaliteti glede na potrebe, ki jih imajo, ampak ni to korak, ki bi zdaj odločil o tem, a bojo prišli iz prvega kroga končnice v drugega, praktično ničesar niso naredili. No. Kozmetični popravek. Kozmetični popravek bo pomagal pri odstotku meta za 3 točke. Dallas tukaj še vedno ne blesti. Na začetku sezone je bil med najslabšimi ekipami po odstotku meta za 3 točke. Tisto, kar je še bolj skrbelo, med najslabšimi ekipami so bili po odstotku neoviranih metov za 3 točke. O tem smo že tudi dosti govorili v naših podcastih. Redick, kljub temu, da letos nima svoje najbolj učinkovite strelske sezone, še vedno odlično počne ravno to, namreč zadeva odprte trojke. Zadeva dobro neovirane trojke. Njegovi odstotki pri teh neoviranih trojkah so še vedno zelo visoki. V zadnjem času so pa zelo visoki tudi njegovi odstotki meta za 3 točke. Na zadnjih 15 tekmah namreč meče 47% za 3, Blaž. In če bo tako nadaljeval zdaj v drugem delu sezone, bo vsekakor pomagal v tem aspektu igre, sicer kakšnih drugih aspektih, obramba, playmaking, tisto, kar tudi potrebuje Dallas. In seveda borba pod obročem, manjka jim kakšen pick and roll center, ki bi dobro varoval obroč obrambi. Tukaj seveda Redick ne bo nič spremenil, tako kot si rekel, kozmetični popravki. Ne bi pa bil kozmetičen popravk, recimo Vučević ali pa Gordon ali pa Fournier, ti 3 igralci, ki jih je Orlando danes tradal, vse 3 bi jaz rad videl v Dallasu. Na koncu pa za nobenega niso izpeljali trade in tisto, kar je mene zmotilo, razumem recimo, da za Vučevića in Gordona niso imeli dovolj, ampak za Fournierja je Boston dal 2 second round pika. Dallas je zdaj dal second round pick zraven tega trada za Redicka in Nicolo Melija, ki sta prišla nazaj v Dallas za Jamesa Johnsona in Wesa Iwundoja, plus tale second round pick, če omenim detajle trada.
Ampak imeli bi torej tudi dovolj za to, da bi lahko dobili Fournierja. In Fournier bi bil še boljša opcija, bolj uporaben igralec, kot je v tem trenutku JJ Redick, predvsem bolj raznovrsten, ampak obenem letos tudi meče skoraj 40% za 3, daje skoraj 20 točk na tekmo, torej bi bil odlična opcija in to je samo še ena stvar, ki kaže na to, kar si že omenil, Blaž, Dallas kot Dallas. Ja, dobro, ena stvar, ki je treba omeniti glede Fournierja in Bostona, je tudi to, da je Boston njegovo plačo potegnil v njihov trade exception, se pravi pa zaradi menjave Haywarda v Charlotte v poletnem prestopnem roku v narekovajih in so ga zaradi tega lahko dobili za 2 pika. Cena v vsakem meru bi bila nizka za plačati. Tudi jaz, bom rekel čisto iskreno, nisem pričakoval ničesar, pa sem še vedno razočaran, ker enostavno pač niso naredili ničesar. Kar me jezi pri Dallasu je predvsem to, imajo pač super zvezdnika na ruki pogodbi, ki ga bo kmalu potrebno plačati masne denarje. Ravno zaradi tega je proračun ne bremeni super zvezdniška plača od Dončića in bi res lahko naredili kakovostno ekipo, ki bi se borila za naslov, ampak enostavno skozi neki mutijo in palamudijo in vse, če gledamo zgodovinsko, Dallas je pač vedno bil neka taka ekipa z ogromno potencijala, govorim iz vidika trening centra, dvorane, novinarskega oziroma medijskega marketa, ki mislim, da je 5. največji v celotni Ameriki. Vse to jim gre v prid, ampak enostavno zelo neambiciozne in pasivne poteze, ki jih izvajajo, kot pa se odločijo za neke aktivne poteze in pa ponavadi niti ne ratajo najbolj kot recimo mogoče kakšen DeAndre Jordan. Ne nazadnje se to sedaj delno kaže že tudi pri Porzingisu. In ja, Luka Dončić in njegov draft je v bistvu ena izmed redkih res pozitivnih stvari, ki jih je Dallas naredil, ampak še tisto, mislim jaz več s takim načinom, kot ga imajo, s takim načinom, kot delajo, pa zdaj nočem odpirati neke te debate, ampak jaz dejansko dolgoročno ne vidim, da bo Luka ostal tam, če bojo delali tako naprej. Ja, z Luko je Dallasu dejansko padla sekira v met. Nekako se mi je posrečilo tisto, kar se jim ni posrečilo na številnih draftih, v številnih prestopnih rokih, tradih. In tale stvar, ki jo omenjaš, tale Bostonov trade exception, v katerega so lahko absorbirali tole pogodbo Fournierja, Dallas je tudi imel ta trade exception po tistem tradu Barnesa v Sacramento Kingse. Na to so imeli ta trade exception še v naslednjem free agencyju, ampak za razliko od Bostona so oni pustili, da jim ta trade exception poteče in ga niso izkoristili. Imeli so pa več kot, oziroma skoraj 20 milijonov trade exceptiona. In to je še en tak znak, ki kaže na to določeno pasivnost in se strinjam s tabo. Mislim, jaz bi v bistvu tukaj samo še dodal, samo za predstavo, pač 20 milijonski trade exception, kaj to dejansko pomeni? To pomeni, da bi Dallas lahko pripeljal Dragića, brez da bi rabil izenačiti pogodbe. Se pravi, ne bi potreboval v nasprotno smer poslati niti enega igralca. Ne govorim, da bi ga dobil, ampak samo hočem dati za predstavo, kakšen dejansko luksus je Dallas zapravil. In Dallas je zapravil tudi tisti potencialni trade za Dragića. Ne smemo tudi to pozabiti, da bi lahko imeli potem lansko sezono v play-offu Dragića, ki je dajal 20 točk ob skoraj 50% metu iz igre in skoraj 40% metu za 3 bil najboljši strelec Miamija do samega finala, ko se je pa nažalost poškodoval. V vsakem primeru bi bil Dragić precej boljši kot Delon Wright, ki so ga pa tradali pred začetkom sezone in seveda ni upravičil teh pričakovanj, ki so jih imeli. Dallas lahko ta neodločnost še tepe in tisto, kar bo zdaj ključno, tisto, kar bo zdaj najbolj pomembno, je ta naslednji prestopni rok po zaključku te sezone. Imeli bodo dovolj denarja, tudi dovolj manevrskega prostora, možnosti za trade, za izpeljavo kakšnega trada, sign and trada, ali pa za to, da seveda prepričajo kakšnega prostega igralca, dobrega prostega igralca. In to, kar bodo storili letos poleti, bo verjetno definiralo ekipo za naslednje 2, 3, 4 leta morda, ker namreč tudi Luka bo poleti podpisal rookie extension in potem bodo imeli na max pogodbi Luko, na max pogodbi Porzingisa in še morebitnega tega igralca, ki ga pripeljajo preko trada ali preko free agencyja letos poleti. Potem bo pa to. Njihov cap space bo zapolnjen
ker tale rookie pogodba bo naslednje poletje, ne to poletje, ki zdaj prija, ampak naslednje poletje 2022 stopila v veljavo, potem pa tega manevrskega prostora Dallas ne bo več imel. Zato je ta zdaj naslednji prestopni rok ključen. Vidimo v NBA ligi, kaj zdaj potrebuješ za to, da postaneš ekipa, ki se lahko resno bori za prstan. Potrebuješ Hardna, Kyrija Irvinga, pa še Kevina Duranta. Ali pa kombinacijo dveh takih igralcev, torej dveh top 15 igralcev, LeBron, Anthony Davis v Lakersih, Paul George, Kawhi v Clippersih, Jimmy Butler, Goran Dragić v Miamiju. Jimmy Butler, Goran Dragić, Bam Adebayo, zdaj še Victor Oladipo, potem so obdržali Robinsona in Heroja, Nana tudi, Iguodalo imajo še vedno, dodali so Arizo, dodali so še Bjelico danes, imajo perspektivnega rookija Preciousa Achiuo. Blaž, Miami Heat so pa stacked. Pat Riley je dokazal, da je še vedno Pat Riley, za razliko od Dallasa in njihove previdnosti, rezerviranosti, je šel na polno. Pat Riley je dejansko, če vzamemo prejšnji prestopni poletni rok, ko se jim je uspelo znebiti nekaterih slabih pogodb, je v bistvu v letu pa pol povsem transformiral Miami in naredil res strašno ekipo iz tega. Mogoče niso poimensko, bom rekel, nimajo najboljših posameznikov na posameznih položajih, ampak oni dejansko so ekipa, kjer mogoče nimajo, ko se srečajo z nasprotno ekipo, mogoče nimajo najboljšega ali pa drugega ali pa tretjega najboljšega igralca, ampak imajo pa, če jih primerjajo seveda med sabo, ampak imajo pa potem četrtega najboljšega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega, desetega. Oni so taka ekipa, ko morda nimajo 3 zvezdnikov, ampak je od zvezdnikov naprej je pa vse, kar ima Miami, boljše od tega, kar imajo poleg tistih zvezdnikov v drugi ekipi. So izjemno globoka ekipa, uigrana ekipa, sistem, ki ga goji Spoelstra, so usvojili do potankosti. Nažalost imajo letos nekaj težav s poškodbami, ampak če se to reši, če bojo imeli več sreče s temi, so izjemno nevaren tekmec. In jaz sem nekje bral, da so za Sixersi in pa Bucksi po kvaliteti, ampak jaz ne bi stavil proti, jaz bi kvečemu stavil na Miami, če se pomerijo v končnici s katero od teh dveh ekip. Mislim, da glede na globino, na uigranost in na način, na katerega igrajo z to trdo obrambo in potem z tem razigranim napadom, kjer vedno iščejo, podajo več, lahko premagajo dejansko katerokoli ekipo in to so v bistvu ne nazadnje dokazali že lani v play-offu. Ja, Blaž, jaz sam trkam na les, držim pesti, fingers crossed, skratka vse, da zdrži zdravje. Ne samo ekipe, ampak predvsem seveda našega Gorana, da Goran, ki je imel letos v prvi polovici sezone kar nekaj težav z poškodbami, zvin gležnja, zadnje tekme ga nekaj hrbet daje, in to je bil verjetno razlog, da so razmišljali o tem tradu za Laurija, da bi okrepili te branilske položaje tudi z Laurijem, ki pa, kar sem pa povedal, to sezono, če gledamo recimo statistiko, na 100 napadov Goran igra nekaj minut manj kot Lauri na tekmo, ampak če primerjamo nujno statistiko na 100 napadov ali pa na 36 minut igre, pa vidimo, da imata povsem podobno statistiko. Lauri podajo več, Goran točko več, Lauri nekaj bolj učinkovit za 3, Goran malce bolj učinkovit iz igre, ampak tam dejansko v vseh statističnih kategorijah, ob tem je pa še Goran lani, oktobra še, septembra in oktobra igral boljši playoff kot Kyle Lowry kadarkoli v svoji karieri. In če je Goran zdrav, je po mojem še vedno koristen toliko kot Kyle Lowry, stara sta pa enako. In nisem razumel logike, da bi pripeljali Kyla Lowryja, mu dali 2-letno, 3-letno pogodbo potem, ker če bi ga pripeljali, bi seveda to pomenilo, da bi tudi z njim podaljšali pogodbo. Tale trade za Oladipa mi je pa precej bolj smiselen, še posebej, če vidimo, da niso praktično nič zanj dali. V bistvu zanj so dali Averyja Bradleyja, Kellyja Olynyka, pa še pravico do menjave pikov. Če bo Miami imel boljši pik kot Houston, bodo lahko z njimi zamenjali pik.
To je tako dober trade kot ta za Boston, ko so dali 2 second rounderja za Fournierja. Še boljši verjetno, zdravje je tista neznanka, tudi pri Viktorju Oladipu, tako kot pri celi ekipi Miamija, pravzaprav to sezono, nažalost. In jaz samo držim pesti, da bodo zdravi, da se sestavijo do play-offa in da bodo v play-offu potem seveda, tako kot si rekel, vsi zdravi. In če bodo vsi zdravi, se strinjam s tabo, Blaž, je to ekipa, ki lahko računa vsaj na finale vzhoda. Zdaj, Netsi, Sixersi, tudi Bucksi, lahko tudi Boston v drugem delu se dvigne. Vse to so nevarne ekipe. Vzhod je letos malce boljši, sicer še vedno ne tako krvav kot divji zahod, ampak tudi vzhod je malce bolj divji zadnjo sezono, tako da ne bo lahko, ampak možnosti s tako postavo imajo res dobre. Jaz res, ko gledam tale njihov depth chart, imajo mladost, zagnanost, borbenost na eni strani in veteranske izkušnje, znanje na drugi strani. Tako da dobro uravnotežena ekipa, ki lahko poseže daleč. Mogoče bi se nekoliko samo navezal še, ko smo govorili prej o Dallasu in ti si omenil, koga si želel videti tam, Gordona, Vučevića, tudi Fournierja. Gordon je na koncu pristal v Denverju pri Vlatku Čančarju. Vučević pa se je preselil v Chicago. Chicago lahko mogoče z nekaj besedami omenim, ki je imel izjemno dober prestopni rok. Njihovo vodstvo vleče zelo dobre poteze po dolgih letih čudnih potez, ki so jih vlekli. In Chicago dejansko cilja na playoff in prvič po zelo dolgem času imajo zelo zanimivo in zelo perspektivno ekipo. Na drugi strani pa, Aaron Gordon, recimo temu, da Denver je bil že zdaj strašen, zdaj pa rado še strašljivejši. 2 trejda, Nikola Vučević v Bullse, Aaron Gordon v Chicago. Bullsi so poleg Nikole Vučevića dobili še Al-Farouqa Amina za Ota Porterja, Wendella Carterja Jr., ki bi izbran na istem draftu kot Luka. In pa še tisto, kar je ključno, pri Vučeviću je bilo to jasno, 2 izbora v prvem krogu nabora, 2 first round picks. Vučevića brez teh first round pickov ne bi mogla nobena ekipa dobiti, tako da tukaj mi je bilo jasno, da ga Dallas ne bi mogel dobiti, kljub temu, da kot sem že večkrat rekel, bi ga raje videl v postavi Dallasa kot pa KP-ja, predvsem zaradi zdravja. Denver pa tudi zdaj v drugem delu, glede na to, da so za Aarona Gordona dali Garyja Harrisa in Garyja Clarka, oba Garyja in samo en fun fact, ko so velik pri tem, na današnji dan so bili tradani vsi Gary, igralci po imenu Gary, ki so v ligi. Sam tako je, tak fun fact. Tradenih je bilo ogromno igralcev, vse mi bo šla zdaj samo skozi te glavne trade, glavne menjave danes, ampak ogromno manjših premikov je tudi bilo, klube je zamenjalo skoraj 50 igralcev v zadnjih nekaj urah. In od tega tudi vsi Gary. Res je. In to sem hotel še dodati pri tem tradu Denver-Orlando. Še en zaščiten pik v prvem krogu, first round pik za leto 2025. Tukaj je pa zanimivo to, da tak first round pick bi pa lahko že spet tudi Dallas dal. In takega krilnega centra, kot je Aaron Gordon, mislim, da bi tudi Dallas lahko uporabil, če mu zanj ne bi bilo potrebno dati preveč, in potem, kar smo videli, in zanj ne bi bilo treba dati preveč. Govorimo že spet o tej previdnosti. Kritiziram to previdnost, ki si jo tudi ti kritiziral, pa da se nava v krogu vrtela, ampak to je tisto, kar je najbolj frustrirajoče. Sej, ko se riskiraš, veš, mislim, nimaš kaj začakati, imaš top 5 igralca, že spet, da se nama ponavljala v ekipi, in ko imaš top 5 igralca, ura tik taka, si ti on the clock, koliko časa boš rabil, da okoli takega igralca zgradiš zmagovalno ekipo. In mislim, da tukaj govorimo samo še o določenih zamujenih priložnostih in izkoriščenih priložnostih drugih ekip. Mislim, da je to dobra poteza za Denver. Ja, Matej, pa ne pozabi, v Nuggets je prišel tudi JaVale McGee, ki kljub temu, da smo se vsi radi delali norca iz njega, je zelo hvaležen center, ki lahko marsikaj doprinese že v tako globoki ekipi Denverja, ki je podobno kot Miami zelo globok z kvalitetnimi menjavami. Šampionski center, Blaž? Ja, je šampionski center.
In dal konkreten doprinos tisti ekipi Golden State Warriorsov. Tako, ne. No, in pač še od večjih menjav je potrebno omeniti tudi menjavo Normana Powella v Portland v zameno za Garyja Trenta Jr., sem rekel Gary, pač so bili na tapeti, in Rodneyja Hooda, in pa morda še najbolj zanimiv trade Rajon Rondo za Louisa Williamsa. To pa je bilo to, v bistvu, kar je takih večjih tradov, vse so bili potem neki manjši tradi za neke manj poznane, oziroma niso bile menjave, ki bi pretirano spremenile kakšne pozicije moči. Tako da nadaljevanje sezone bo zelo zanimivo. In kaj ti napoveduješ? So se kakšne tvoje predikcije za recimo finale vzhoda in zahoda kaj spremenile po tem trade deadlineu, ali še vedno nekako ostajaš na istih bregovih? Če gledamo te elitne, najboljše ekipe, ki letos ciljajo najvišje, verjetno ne. Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee na vzhodu, razen Miami, o katerem sva pa spregovorila. Ampak da bi pa rekel, da so oni zdaj s temi premiki postali resen kandidat za naslov, mislim, da bodo bolj nevarni za Brooklyn in Philadelphia, ne morem pa reči, da so zdaj večji favoriti, kot so bili. Tudi za ta največji premik, recimo najboljšega igralca, ki je menjal klub, Vučević v Chicago. Chicago se bo boril za playoff, ampak zakaj več pa na takem vzhodu tudi verjetno ne. Tako da ne morem reči, da so se tukaj stvari kaj konkretno spremenile na zahodu. Utah in Phoenix, ki zasedata prvi dve mesti, tudi nobenih sprememb nista naredile. Zdaj, Rondo v Clippersih bi znal biti boljši, kot je bil do sedaj v Atlanti. Spomnimo se na lansko sezono Ronda v Lakersih, očitno mu ta klima na zahodni obali, kalifornijska klima godi. Los Angeles ima očitno rad, in če se bo približal tej formi iz lanske sezone in tako igral tudi v playoffu, kot je igral za Lakerse, potem bi to lahko bila zelo ena taka dark horse okrepitev za Clipperse. Na drugi strani pa tudi ni slaba poteza za Atlanta Hawkse, ki bodo s tem pridobili še enega skorerja iz klopi. Atlanta pa očitno Rondoju letos ni dišala klima tam in tudi izgleda vzdušje v slačilnici. Denver je boljši, Denver se je ukrepil, Denver bo bolj nevaren, oni ciljajo na prva 4 mesta na zahodu, Lakersi vemo zdaj po teh 2 poškodbah, najprej AD-ja, potem še LeBrona. AD se bo vrnil, naj bi se vrnil naslednjih nekaj tednih, 2-3 največ. LeBron bo potreboval kakšen mesec, morda celo malce več, čeprav pri njemu nikoli ne veš, ampak gre za neugodno poškodbo. Tako da Lakersi lahko precej padejo. Tudi tale Norman Powell v Portland Trail Blazers je dobra poteza Portland Trail Blazersov. Dobili bodo še en dodaten scoring punch s klopi, ki so ga rabili, in so se, mislim, da tudi oni ukrepili za ta drugi del sezone. In če me vprašaš Norman Powell ali JJ Redick, bi imel zdaj tudi raj Normana Powella kot JJ Redicka. Mislim, da je na tej točki kariere. Dobro, sam če bi Normana Powella pripeljala, pol ne bi mogel Dallas biti več najbolj bela ekipa v ligi, ne. Moraš vedeti, tudi to je zdaj pač neka taka šala, ki se po družbenih omrežjih širi, da je Dallas najbolj bela ekipa, pa ne zaradi dresov. Res je, ratali so še bolj beli, še bolj evropski, pravzaprav, če gledaš, je v bistvu JJ Redick edini beli ameriški igralec v ekipi, ampak vsi ostali so pa iz Evrope. Tako da, zgleda res Cubanu dišijo evropski igralci, ne vem, kaj ne rečem, ampak se ni važno, kakšne barve so. Vemo, kako močno so si vsi želeli Janisa v dresu Dallasa, ga na vse mogoče načine skušali prepričati, in sem prepričan, da je Janis strl srce Cubanu in Donju Nelsonu, ki ga je želel že draftati pred leti, takrat, ko je bil Janis na draftu, pa ga je Cuban preglasil in se odločil za drugo potezo in tega še danes nikoli ne bo pozabil. Tako da, tudi Janisa so želeli, zgleda, vse evropske igralce želijo, in s tem koncev ni tudi nič narobe. Na koncu šteje samo, koliko je dober igralec in
dokler so igralci dobri in koristni, nima veze, od kje prihajajo. Šport je ultimativna meritokracija in to je tisto, kar mi je pri športu tudi najbolj všeč. Blaž, a bi še kaj dodala? Zdaj sva, mislim, da se lepo zavrtela v krogu. Kakšna tvoja ocena drafta še za konc mogoče? Katera ekipa je imela najboljši trade deadline? Ja, vidim, prej si rekel draft, tako da vidim, da je tudi tale trade deadline malo zavrtel možgane. Tudi zame dolg dan, Blaž, sem rekel draft namesto trade deadline. Ja. Se zgodi. Dejansko v bistvu jaz mislim, da je Denver naredil kar mal večji korak proti temu željenemu finalu, vsaj zahoda ponovno, pa tudi mislim, da korak k finalu na splošno, ker bom rekel, v Gordonu in Magiju so vsem dobili dva odlična obrambna igralca, predvsem Gordon lahko pokriva, recimo če jo vzamemo Lakers, se lahko pokriva tako LeBrona kot tudi AD-ja dovolj uspešno. Zraven pa globina je njihova glavna prednost, tudi sistem ima je zelo dober, tako da jaz v bistvu mislim, da je Denver postal v tem prestopnem roku druga ekipa zahoda in da so na tem mestu prehiteli Clipperse. Ampak sej vemo pa, tako kot Slovenija, Hrvaška, treba je kvaliteto dokazati na parketu oziroma igrišču in če je ne dokažeš, ti to čist nič ne pomaga, tudi če si na papirju boljši. Ja, Blaž, mislim, da je to v naslednjih podcastih, ko bomo te igralce, ki so danes zamenjali klube, videli v igri, videli na parketu, bova lahko še več spregovorila tudi o Dallasu in Miamiju, seveda o njihovih potezah, kako so se izpeljale te menjave. Blaž, zdaj pa, če ne bi še kaj dodal, mislim, da lahko zaključiva, ali boš še kaj o nogometu? Ne, jaz sem samo tako omenil, jaz ne bom več nič komentiral, mislim, da so bila dovolj obsežna, upam, da so bila tudi zanimiva. Če pa ne, pa nam napišite, kaj sva povedala narobe na sej. Ja, konstruktivnih kritik ali pa kritik nasploh se nikoli ne branimo. Tako da tudi to je dobrodošlo. Blaž, najlepša hvala, da si lahko zdaj vzel čas. Vem, sem rekel, od 4 zjutraj že, jaz pa Blaž, nisem dosti dlje spal danes. Ja, pa jutr moram ob 3:30 vstati, tako da pol je pa to dost za nekaj časa. Tako je pač, če imaš opravka z Rusi, ki so pač čist na azijskem delu in ja. Ja. Druge teme zdaj. Ja, mislim, pri njih je takrat ura 10 dopoldne, pri meni pa 3 zjutraj. Dobro, mi boš v tem zdaj še kaj več povedal, ko zaključiva podcast. Blaž, thanks, hvala, se slišva, Adijo.